Ne vem, jaz vidim, koliko ljudi meni reče, ja pa privošči si, ja pa sprosti se. Ja, ampak če se jaz zdaj sprostim, ne pomeni, da moram pojesti celo veliko masno pico. Danes v Outercastu gostim gostjo, ki jo marsikdo pozna skozi šport. Nekateri skozi podjetništvo, drugi preko družbenih omrežij. Ampak danes ne bova govorili samo o tem. Govorili bova o disciplini. O tem, kaj pomeni graditi blagovno znamko iz nič. Govorili bova tudi o tem, kako živeti s sladkorno boleznijo tipa 1 in hkrati vsak dan motivirati tudi druge. Kaj pomeni, ko ugotoviš, da cilj ni popolnost, ampak odnos do samega sebe? Lana, dobrodošla v Outercastu. Hvala, Nina, najprej za povabilo v Outercast. Hvala za tako lep nagovor. In v posebno čast še mi je, ker je to tak prvi podcast v mojem studiu, ki nikoli sem ga samo sanjala, pa nikoli vedela, da se bo uresničil. Tako da je za mene še poseben občutek in sem vesela, da lahko zdaj se s teboj pogovorim in delim to, kar sem. No, moram reči, da je tudi za nas ena taka posebna priložnost, pa mogoče tudi za obiskovalce, da imamo priložnost spoznati, kje dejansko nastaja tista športna blagovna znamka, ki jih velika večina spremlja preko družbenih omrežij ali pa je zasledila preko spleta. Lana, povej nam prvo, kaj se je pri tebi v zadnjem letu najbolj spremenilo? Če povzamem zadnje leto, sem dobila ta nek notranji občutek na zavestni ravni, da sem teoretično znanje in izkušnje, ki sem jih skozi leta pridobivala, od vseh knjig, izobraževanj, podcastov, programov, ki sem jih sama izvajala, izkušenj od treningov, diabetesa, znamke, da je zdaj ta teorija nekako začela prihajati v praktično znanje in več ne rabim samo kazati navzven, da stvari obvladam, ampak nekako notranje čutim, da so mi stvari postale lahkotnejše in domače in da sem v tem, kar delam, vedno bolj pristna in iskrena. Začela sem, bom rekla, da še nikoli do zdaj v življenju nisem notranje toliko čutila, da sem na pravi poti. Je en občutek, ki ga ne znam najbolj opisati z besedami, ampak bi rekla, da je plod vsega tega, kar počnem, da velikokrat sem slišala, ne trudi se, oziroma samo začni in delaj. In večkrat sem se tega poslužila, ko sem zapadla v svoje analiziranje in seciranje in zdaj potrebujem še to izobraževanje, pa še to znanje, pa še to knjigo moram prebrati, pa na to delavnico moram iti. Ampak nekako jih nisem čutila in vedno samo delaj to, kar čutiš v sebi. In to danes vedno bolj čutim in ko pogledam za nazaj, sem imela nekako največje premike ali pa uspehe ali pa rezultate takrat, ko sem res poslušala svoj notranji glas, ki pa mu vsa leta do zdaj na nek način nisem zaupala ali pa sploh znala prisluhniti. Kot da sebe nisem slišala. Zdaj pri teh letih ali pa v tem letu sem pa začela slišati sebe in svoj notranji glas in mu vedno bolj zaupam, ker vidim, da me vodi v pravo in predvsem mojo smer. Jaz bi rekla tudi tako, dostikrat sem se že s katerimi ali pa sodelavkami tako se pogovarjamo, pa se mi zdi ravno to, da, a veš, kot da smo mlajše, se nekako probaš ugajati, pa verjetno cela družba, celoten sistem se nekako temu nagiba, ampak pol, ko pa z leti res nekako dobiš kilometrino, pa neko zaupanje, pa samozavest, pol je pa to, ne vem, kot da bi ti dodatno gorivo dodali, Sej ne moreš ja, ker ne moreš brez izkušenj, pa brez, da sam nekaj doživiš, Lahko ti vsi govorijo eno stvar, pa dokler je ti ne doživiš, je pač ne moreš začutiti. Kateri so najboljši nasveti, ki jih dobimo? Vedno od babice pa detkov. Ja, drži. Ker so leta tista, ki nam dajo tisto, ne samo znanje, ker znanje ni dovolj. Tudi moraš imeti izkušnje, moraš imeti, recimo, ker si me v šport popeljala, koliko je danes mladih
ki na socialnih omrežjih mladih fitneserjev, influencerjev, ki na nek način zavajajo, ali pa ne bom rekla zavajajo, sej dajajo znanje naprej, ampak to znanje nima še nobenih izkušenj, nima pretečene nobene kilometrine. In dokler ti ne združiš teorije in prakse, ne moreš ravno reči, da je to tisto kvalitetno znanje, ki nam pa pride prav. Drži. Omenila si dedke in babice in sem Ja. takoj dobila eno iztočnico. Verjetno se je tudi pri tebi pri toliko rodovih nazaj začela graditi tvoja zgodba. Kako dejansko se je začela? No? Ja, začela se je tako, da sem se jaz naučila pisati skozi recepte. Moja babica je bila kuharica in veliko časa sem z njo preživela in uživala v njeni družbi. In jaz se sicer tega časa ne spomnim, vem pa, da so v meni prijetni občutki tistega časa. Po fotografijah in po maminih besedah pa vem, da sem se naučila v bistvu pisati, tako da sem prepisovala babičine recepte. Lahko rečem, da verjetno moja ljubezen do receptov in te prehrane že izvira iz tistega časa. Potem kasneje sem pa tudi na podstrešju našla eno zbirko, en veliki kovček enih starih gumbov, ki so pa sicer last moje prababice, torej sem z babico in prababico bila zelo povezana in sta, ja, so to moje korenine, ki so me na nek način danes popeljale tu, kjer sem. In iz teh starih gumbov sem jaz začela izdelovati posebne majice. Torej, nakupila sem bombažne majice, na katere sem šivala z različnimi vzorci stare gumbe, ki so bili, vsak je bil drugačen. Mene je od nekdaj pritegnila drugačnost, torej nekaj edinstvenega, nekaj unikatnega. In za mene je bila to tak čas zame, taka meditacija, da sem se zaprla v svoj prostor, vzela šivanko v roke in ustvarjala in šivala te majice. Potem sem kasneje tudi šivala svoje plesne obleke. Torej, kot v 2. razredu sem začela trenirati standardne in latinskoameriške plese in sem jih tudi intenzivno trenirala 9 let. Osvojila tudi 2. mesto na državnem prvenstvu in za tisto državno prvenstvo sem si tudi sama na nek način sešila obleko in jo okrasila. Danes nisem v plesnih oblekah, sem bolj v športnih oblekah. Ne morem jih sicer šivati sama, ampak sigurno vse skupaj se poveže v to, kjer sem danes. Veliko sem tudi v zadnjem času razmišljala, torej jaz nimam o podjetništvu nobenega znanja, nobene izobrazbe, bolj kot ne sem za vse stvari samouk. In ko poslušam različne podcaste, izkušnje drugih ljudi, so bili vedno nasveti, da se moraš fokusirati v eno smer, da sem preveč široka, preveč na vseh področjih in potem, ker je preveč teh področij, na nobenem ne morem delovati toliko udarno ali pa 100%. Sploh danes, ko je vedno več samostojnega podjetništva ali pa vsaj v moji smeri, kjer delam, je velika konkurenca in je težko priti v ospredje, težko izstopati. In sem skozi razmišljala, ali delam preveč stvari in ne morem ene črte potegniti. Ampak zdaj vidim, da se tudi v zadnjem letu vse skupaj vedno bolj sestavlja in da bom znala iz te moje razparceliranosti na večjih področjih potegniti eno skupno črto, ker vseeno je prehrana, pa šport, pa oblačila, ki jih delam, vseeno imajo eno skupno nit. Drži, se strinjam. Kot si pa prej rekla, pa navežem se, rekla, ne, ženske skozi leta in skozi izkušnje, potreben je pa tudi čas. Jaz vem, da sem veliko noči preživela budna ali pa, kako naj rečem, se zbujala od takih tesnobnih napadov. Kam sploh ciljam, kam sploh grem? Ne vizualiziram, ne vidim sebe, kje bom čez 5 let. Jaz ne vidim in niti ne vem danes, ali bom jaz lahko vodila podjetje 20 zaposlenih, ali je to v bistvu sploh želja, ki bo mene osrečila. In potem na eni točki, da sem v bistvu sama sebe pomirila, sem rekla, niti mi ni potrebno vedeti, kje bom čez 5 let, ampak važno je, da jaz zdaj te delčke, ki jih zdaj poznam, sestavljam v eno celoto. Tako da, če se vrnem, spodbudili sta me babica in prababica, zdaj pa vodim sama to kočijo naprej in
Bomo gre ti videli, kam me odlično, bo ne? popeljala. Ja. Vem, ko sem gledala to tvojo kolekcijo, mi je bilo zanimivo vseeno pač, zelo stiliziran in minimalističen logotip, ker mi je v osnovi všeč. Minimalizem in pač ima neko, tudi celi studio in tvoja podoba je taka mehkobna, ženstvena, ampak vseeno ta Lu, ne? Lu mi pa ni bil prvo smisel, verjetno je Lana, ne? Ampak kaj pomeni dejansko Lu? Daj nam povej. Lu izhaja iz kratice Love Yourself. Namreč ena od stvari, ki se mogoče navzven ne vidi, je ta, da sem se leta borila s tem, da sem vzljubila sebe. Sicer ljudje, jaz mislim, da po naravi se vedno v določeni meri imamo radi, ker je že takšna narava. Ampak na podlagi tega, ko sobivamo z drugimi ljudmi, ko smo ko je v bistvu sestavni del človeštva in življenja, da z vsemi ljudmi ne pašemo skupaj, da nekaterim nismo všeč. In zdaj skozi družbena omrežja, ki sem jih jaz začela 8-9 let nazaj vzpostavljati, sem zelo stremela k temu, da bi bila vsem všeč. In potem pride do primerjanja in tako naprej. In ta mera nezadovoljstva mene v svoji koži se je vedno večala. Velik del je doprinesel tudi diabetes. Dokler še nisem bila v tisti študentski puberteti, nisem imela nobenih težav, nekih večjih, ne sama s seboj. Bila sem zelo predana športu, diabetes je bil pod kontrolo, potem študentska leta so pa prinesla eno svojo težo, pa eno tako obdobje, ki ga vsi malo potrebujemo, da odtavamo, da se na nek način v bistvu sploh lahko najdemo skozi leta, kdo smo in kje smo. In meni je ta sladkorna bolezen tudi prinesla to, da sem pridobila nekaj kilogramov, nekje 15 do 20 kilogramov več, kot jih imam danes. In sama sebi v tej koži mi ni bilo udobno. In to potem prinese en kup enih drugih stvari, ki so bile na tisti točki življenja, na kateri sem bila, meni takrat pomembna. Takrat še ni službe, ni tiste finančne odgovornosti in v bistvu se na nek način v času študentke moj svet lahko vrtel okrog mojega izgleda in prehrane in treningov. Ampak čeprav se to navzven ne vidi in danes, ko delam z mladimi puncami, delam v osnovni šoli, delam tudi z odraslimi starejšimi ženskami, pač vidim, da ta en odnos oziroma ta želja potem, da se ženska dobro počuti v svoji koži, pa to ne pomeni suhost, ampak to ima vsaka ženska v svojih očeh vizualizacijo, kakšna si želi biti in v kakšnem obdobju želi videti sebe. Mislim, da je to ženski skoraj da vedno pomembno. In res sem takrat skozi treninge in skozi skrb za prehrano začela čutiti to ljubezen do sebe in da bo meni ta disciplina, to, da jaz si vzamem čas za sebe, grem trenirati, da rečem določenim stvarem ne, ker nikoli v življenju vsega ne moremo imeti in nekje se za neke stvari moraš odreči, je skozi leta gradilo pri meni to, da sem začela sebe imeti vedno raje. In potem sem skozi leta tudi spoznala, da when you love yourself, you can love others and life. In kadar jaz nisem bila v redu v svoji koži, sem to tudi projicirala na druge stvari v življenju in na odnose z drugimi. In sem tudi meni eden izmed najbolj dragocenih odnosov v življenju na neki točki tudi izgubila zaradi tega, ker je bil moj odnos do sebe zelo slab. In to je bil tak zame en velik pokazatelj življenja, da če kaj, moram poskrbeti to, da sebe postavljam na prvo mesto in da se imam rada. Ker bodo potem tudi ostale stvari v življenju stekle. Ne rečem 100%, ampak zagotovo, ko se počutimo dobro, lažje pritegnemo tudi druge dobre stvari v življenje. Tako da na dolgo je iz te moje miselnosti začelo nastajati ime Lu. Sama sem tudi skozi leta vedno bolj nagnjena k minimalizmu, ker
več kot imamo stvari, več je potem tudi misli in večje je lahko kaos v naših mislih. Bolj kot je bi rekla, manj kot je nasičen, lažje najdemo tisti mir in red. In zato tudi s tem minimalizmom na nek način prikazujem en red v življenju, ki ti lahko prinese več miru. Ja, med tem hektičnim današnjim svetom je to kar, aleluja, ne? Ja. Jaz bom rekla, ne poznam veliko ljudi, tako bom rekla, no, ne poznam veliko punc, ki bi se lotile, ali pa rečemo kakorkoli, no, punce, moški, ženske ali ne, da bi se lotilo posla in da bi tako pogumno v naših Slovenskih goricah rekla, ok, jaz bom imela svojo blagovno znamko in glej, delajo na Kitajskem, potem te vidimo na Kitajskem med tistimi stroji, ampak vseeno je to tako, danes so te razdalje bistveno drugačne kot nekoč, ampak kljub vsemu še vedno je to, wow, ne. Ta punca ima res moče, ona pa si res kar dovoli, ne, mislim, si upa. Kako pa je graditi blagovno znamko iz nič? Verjetno ni vse tako lepo in rožnato, kot izgleda na družbenih omrežjih. Jaz sama sebe nikoli ne bi tako opisala zdaj, kot si me ti, ker bi sebe prej opisala, enkrat sem imela željo, pa mogoče še kdaj jo realiziram, da bom napisala 5 kratkih priročnikov o tem, kaj jaz sem. Nedisciplinirana, neodločna, nesamozavestna, še 2 sem imela. Tako da... Totalno nasprotje vsega, kar mi vidimo, pa mislimo. Ja. Okay. In mogoče iz tega mišljenja ali pa prepričanja, ki sem ga imela v sebi, da sem res neodločna, nedisciplinirana, si ne upam, nimam poguma, da sem potem ravno zaradi tega šla v te stvari. Kaj bi bil tisti kick in da si rekla, zdaj bom pa dokazala kontra? Je bila to oseba ali je bila pač samo neki klic? Ali dogodek? Zdaj si me pa dobila. Ker v bistvu lahko bi ti odgovorila, da je bila oseba, ker definitivno je bila. Tako da oseba je bila navdih ali pa vzgib ali pa motivacija, ki je vzbudila v meni tisto iskrico, da sem jaz tem stvarem šla nasproti. In tudi nisem, torej dolgo časa sem se iskala. Jaz menim, da človek hrepeni po enem miru, ki ga osrečuje, ko je zadovoljen, pomirjen s tem, kdo je in kje je na neki točki v življenju. In jaz tega nisem ne začutila in ne našla. In neka notranja sila me je vlekla, da bom skozi ustvarjanje te znamke ali skozi treninge, skozi to v bistvu, kar danes počnem, jaz našla sebe, da je to moja pot. Če si že to našla, jaz rečem skoraj zadetek na loteriji, ne? Ker se mi zdi, da danes je dosti ljudi, ki v bistvu tavajo, pa živijo pač, kot družba narekuje, ne? V sebi pa mislim, da jih je zelo dosti, imajo malo notranje boje, no? Ker pač ni to, ne? Pač ja. Ja, izredno neprijetno je iti proti tem bojem in iti po tej poti. Sej to ne pomeni, da v meni ta iskrica 24 ur na dan gori in da je meni to enostavno. Vsak dan ali pa pogosto se vprašam, če mi je tega res treba. Pa kakorkoli se mogoče bo zdaj na tem podcastu slišalo rožnato ali pa kot mene ljudje poznajo ali pa vidijo navzven, to ne pomeni, da jaz ne bijem mnogo notranjih bojev, mnogo dvomov, mnogo skrbi. V tem letu se mi je v znamki toliko stvari zalomilo, da
da recimo težje vidim lepo rast znamke, ampak hkrati pa čutim eno tako močno notranjo željo, da pa bom, tako dolgo bom borbala, tako dolgo bom delala, tako dolgo bom vztrajala, dokler mi ali ne bo uspelo in bom jaz in znamka rasla, ali pa bom prišla do točke, kjer bom lahko mirne vesti, brez očitkov, sama sebi rekla, naredila sem vse, kar sem zmogla, pa ni šlo. Ker v končni fazi, mogoče preveč sem se tudi jaz obremenjevala s tem, kaj pa imam za zgubiti. Mogoče tudi so mi potovanja malo, tudi na potovanja na Kitajsko, da mi je malo odprlo oči, kako mala sem v bistvu pravzaprav na tem svetu. Ko sem obiskala več proizvodnj na Kitajskem in ko sem videla, koliko znamk na svetu obstaja. In da sem jaz samo ena pikica izmed teh znamk in da pravzaprav, če sem res čisto iskrena, komu je mar za mojo znamko kot pa meni? Saj ljudje seveda bodo z veseljem kupili moje izdelke, če bodo kvalitetni, ampak če jutri moje znamke ni, bom žalostna samo jaz. Bodo žalostni moji bližnji, verjetno zaradi mene, ampak vsi mi bodo rekli, Lana, saj si dala vse od sebe, nič hudega, boš pa kaj drugega našla. Ampak ko sem samo sama sebi si priznala, da se pravzaprav gre za mojo željo, se mi je tudi nek ta odvalil od srca, ta nek kamen pričakovanja drugih, ali pa da moram jaz zdaj ne vem kako znamko ustvariti v tem svetu. Ne, jaz si pač želim ustvariti znamko v tem svetu, ki mene osrečuje, ker ko bo mene osrečevala, bom jaz lahko to dajala v produkte in to bo prinašalo potem ljudem naprej tisto dobro, kar jaz lahko dam. Začela pa si, koliko se spomnim, z plastičnimi vrečkicami v domači, mislim, v spalnici. Ja, da sem malo tudi še odtavala od tega, kar si me vprašala. Da še povežem pa za nazaj, za ta Love Yourself. Takrat so se začelo to obdobje, ko so v Ameriki začele močne influencerke, torej z visokim številom sledilcev, z svojimi znamkami športnih oblačil. In to se je meni zdelo tako pravlično. Ne vem, jaz sem tudi taka malo zasanjana duša, želim si napisati knjigo, rada odtavam malo v svojih mislih ali pa sanjam neke stvari, ki se recimo zdijo malenkost nerealne. In takrat sem začela v glavi se poigravati z mislijo, če bi si jaz le kdaj upala imeti svojo znamko, kako bi bilo to cool. In potem sem izrisala ta srček, ki prihaja iz Diap Fit Lane, Diap Fit Lana je pa nastala v začetku zaradi receptov. Lahko o tem še ti malo kasneje, ko bomo prišli do prehrane. In ta srček in potem mi reče ena znamka, da pozna enega, ki veze logotipe in nič, bom jaz pač to peljala tja, pa bom zvezla ta srček, se tu v Lenartu hodim na fitness, pa bom jaz to sama oblekla, se v bistvu nihče ne rabi vedeti, zakaj se gre. Lahko jaz živim te svoje sanje čisto tiho pa za sebe. Ampak ne vem, sem pa dala na socialna omrežja in je bil dober feedback in me je to vse skupaj spodbudilo. Potem je bila pa ena življenjska situacija, zaradi katere mi je bilo v življenju zelo težko in tisto mi je dalo, kdaj pa boš, če ne zdaj. Nimaš nič za zgubiti. In začutila sem, da mi bo to prineslo mnogo dobrega v življenju in srček se mi je na tistem momentu zdel preotročji, da bi si želela to zadevo v to smer peljati. In potem sem razmišljala o logotipu in Lu mi je kot tak Love Yourself. Imam tudi psičko, ki sem jo pred leti rešila in je ime Lu. Pa je en tak simbol, sicer psička zdaj kot tak nima nič z znamko, ampak se pa nekako simbolično pri meni vse skupaj povezuje. Kako si pa potem prišla vseeno, pač ne? Na Kitajsko? Ja, to je meni še vedno. Misliš, kako sem prišla do podjetja, da sem začela izdelovati, Ja, veš, ali na primer- da sem obiskala proizvodnjo?
A veš, ok, jaz imam idejo, ok, športna oblačila bi imela. In pol zdaj rečeš, gledaj na Kitajsko, ne vem, jaz bi verjetno prej pomislila tle nekega lokalno šiviljo ali neki sama, ampak veš, tako zelo visoko potezno, ne, a veš, gremo na Kitajsko šivati oblačila, veš. Jaz sem bolj tisti tip, dokler ne vidim, dokler ne vem, kako to izgleda, pa če bo prišlo, pa kaj, če me bojo, ne. Vseeno ti nekaj vlagaš, ja, bo prišlo, bo kvalitetno, ne, bo... To je 1000 vprašanj se meni porodi, tipa, zakaj si vtipkala v Google Kitajska? Preprosto Nina, ker sem bila na taki točki v življenju, ker nisem imela ničesar za zgubiti, kot da to naredim. Iskala moj cilj na tisti točki v življenju je bil, da jaz izpopolnim samo sebe. Torej, jaz sem se počutila, da nisem na pravi poti v življenju. In če ne čutim, da sem na pravi poti, tudi ne moram nekih drugih stvari, ki si jih želim še v življenju in od družine in tako naprej ustvariti, je torej najprej pogoj, da jaz sebe izpopolnim in da bom na tej poti. In takrat sem čutila, da je to, pač nikjer drugje. Sem sicer obiskovala tudi, sem hodila tudi k psihologinji, da mi je pomagala pri iskanju svoje poti in je rekla, pač išči tja, kjer ti čutiš. Ne, jaz sem imela polno vprašanj, pa kaj pa če je znamka, ne vem, zaradi vpliva, ki ga vidim na socialnih omrežjih. Kaj če bi za mene bilo bolj to, bolj tretjo, bolj četrto. Rekla, zakaj bi razmišljala o drugih stvareh, ki jih ne čutiš, če te pa vleče tja. In takrat sem za skupinskimi treningi, sem jih že nekaj časa izvajala, denar sem hranila in sem rekla potem, trenutno imam stvari v življenju urejene in lahko ta hranjen denar vložim v razvoj te znamke in meni osebno je bilo popolnoma vse eno, ali bo ta denar na nek način izgubljen ali bo dobro vložen. Tudi mogoče zato, ker nikoli v življenju nisem še imela nekih finančnih ciljev oziroma nikoli nisem, jaz stvari počnem, zato ker jih tako čutim, kar je mogoče z poslovnega vidika čisto kontradiktorno, ker mi finance niso domače in nimam finančnih nekih ciljev, ampak meni je cilj rast znamke, da se to razširi in seveda zdaj, ko pa znamko vodim, pa so seveda povezane finance in dlje ko sem, večji so finančni vložki in težje je, saj potem eno z drugim pride skupaj. Ampak na tisti točki res nisem imela ničesar za izgubiti. In sem pogooglala, začela raziskovati, rekla bi, da ja, spletna ključi me je pripeljal, da je bil prvi kontakt z firmo, da je bila moja prva firma, ki sem jo kontaktirala, ta, pri kateri danes sem. In to je firma, ki šiva za Adidas, za Reebok, za Pumo in še za druge znamke. Kontakt z njimi je gladko tekel, komunikacija je tekla, naročila sem prve vzorce, z njimi sem bila izredno zadovoljna in na tisti točki sem pač prihranjen denar vložila v to in nisem imela niti neke druge izbire in sem rekla, naredim prvo naročilo, pa bo kar bo. In vsako naročilo je prineslo neko majhno rast. In enkrat sem nekje prebrala, da nas pravzaprav, ker sem se potem, ko sem ti rekla prej, dostikrat srečevala z tem tesnobnimi občutki, kaj se jaz sploh grem, če nimam pa nekega cilja, čez 5 let pa bom to in to, čez 10 let bom to in to. In se mi je zelo vtisnilo v spomin en citat, da nas pravzaprav tesnobno dela ta občutek na točki, kjer smo zdaj in točka čez 5 let in med tem je prevelika luknja nevednosti, ki te lahko dela tesnobnega. Če pa gledaš tiste korake naprej, ki so izvedljivi in ki so pred tabo, je pa lažje. In takrat sem začela gledati na, ne vem, pol leta naprej, leto naprej, oziroma tako daleč, koliko pač jaz zmorem gledati in nekje v ozadju pa ves čas pač skrbim, da stvari potekajo dokaj varno, kar se tiče in finančno in pač kako znamka raste. Kako si pa potem odločila, naprimer, vem, večkrat si bila na Kitajskem, si jih obiskala,
Zakaj si se potem odločila, ok, grem na Kitajsko, da pogledam, kako nastaja lu tam? Najprej je Pa so bil bili tudi veseli, so rekli, pridi, seveda vse ti bomo razkazali. Ali kako tam poteka ta? Ja. Pri njih je to zelo prijateljsko. Z veseljem so me sprejeli, jaz sem se res počutila zelo dobrodošlo. Razkazali so mi celotno proizvodnjo, oni imajo ločene proizvodnje. Eno je ta, recimo, material, ki ga imam jaz danes oblečenega, kjer je blago in se šije. Drugo je pa brezšivni material, to je bila pa potem lift-up kolekcija, kjer iz velikega stroja že pride izdelan kos, ki se potem samo robovi porežejo, pa določeni šivi naredijo, tu pa se prav iz blaga izreže kos in se skupaj se šije. Tako da vsa podjetja imajo 2 vrsti proizvodnje. In jaz sem njih, ko smo bili pač na vezi z naročili in z vsem tem, sem jih pač vprašala, da tudi planiram obisk na Kitajsko in če jih lahko obiščem. In seveda, ni problema. Tako da so mi postregli tudi z hrano, pijačo, v bistvu cel dan so si vzeli čas. Nisem imela nobenega tajminga, nobenega pritiska, da ne vem, imam zdaj 1 uro časa ali pa 2 uri časa. Vse, kar sem si želela pogledati, vse so mi pokazali. Tako da to je bil prvi obisk. Drugi obisk je bil pa potem, ker sem imela... Torej, zdaj toliko časa je moja znamka že obstajala, da je se začelo nakazovati na to, da bom lahko sama, torej od prvega šiva do konca izrisala tudi sama stvari in potem je lažje vseeno se to z njimi dogovoriti v živo, kot pa preko interneta oziroma preko... Nekega pisanja. Ja, tako. Komunikacija potem poteka angleško ali... Ne. Komunikacija, oziroma kdo, nekateri znajo angleško, ampak redki so tisti, ki znajo angleško, po večini pa pogovor poteka preko Google Translatorjev oziroma njihovih takih malih diktafončkov, kjer oni povejo v kitajščini, potem se to prevede, jaz slišim v angleščini, jaz potem povem v angleščini, se njim prevede. Ali pa v bistvu za to mojo šefico, Sami, moj boss, ona ne razume angleško in z njo pa v bistvu sva skupaj, ampak si piševa. Kaj če imaš, to mi je res fenomen, ne? Kako zdaj ti nje poveš, kako morajo biti hlače, a veš, kakšne res, ali pa gre nekaj narobe, ni prav razumela, ali... Lažje je zaradi tega, ker so oni glede tega taki strokovnjaki na tem področju, da se načeloma v bistvu ve, o čem se govori in zakaj se gre. Je pa zraven vedno še ena punca, oziroma zdaj 2-krat je bila zraven še ta tretja, ki pa veliko boljše govori angleško in je potem nek tak naš komunikator. Res pa je, da recimo sem imela zdaj že 2 zapleta ravno zaradi tega nerazumevanja, pa nasplošno, kot sem prej rekla, koliko sem jaz mala, so v bistvu oni imajo toliko naročil in to je tako masovna proizvodnja, da se dogajajo napake. No, to bi se tudi pri nas dogajalo v končni fazi. Ja. In danes moram reči, recimo, ravno kar sem dobila, sem naročila eno roza barvo, ki je prišla malo temnejša, kot sem jo jaz planirala. To si kazala prej, ni. Ampak recimo lani bi se sekirala za to, verjetno bi mi propadla cela slika in kaj bom zdaj, in ker mora biti vse tako, kot sem si jaz zamislila, mi je to danes mislim, kaj je to za ena barva? Dobro, bomo rešili. Ker ne zmoreš več. Ja, vseeno, mislim... Toliko je stvari v ozadju, da znamka laufa in da se stvari prodajajo, da to postajajo malenkosti. In da tista barva, ki sem si jo jaz recimo zamislila v očeh, stranke moje sploh ne vejo, kaj sem si jaz zamislila. In v bistvu karkoli na nek način bom izdala in če bom jaz znala to zapakirati, hkrati še vedno mora biti tako, da je meni všeč, da jaz to znam zapakirati, potem moja publika sploh ne bo... V končni fazi je lahko ta barva nam zelo všeč, ne? Ja. Veš, kaj me še zanima tudi to, vsi imamo neko predstavo o tej kitajski proizvodnji, ne? Tak prizvok že, taki mal negativna konotacija, ne? Kakva pa je dejansko, evo, iz prve roke nam lahko poveš?
recimo ti brezšivni stroji, ki jih ima moja proizvodnja, so vsi iz Italije in so, ne vem koliko, 180 je strojev, nisem si pa zapomnila, koliko let so stari, ampak to bi naj bili najboljši stroji na svetu, kar se tiče šivanja. In so bili pripeljani iz Italije na Kitajsko. Oni imajo tako specializirane te stvari, da velikokrat sem dobila vprašanje, zakaj ne šivam v Sloveniji. Ampak zdaj, ko sem bila na zadnje na obisku na Kitajski, sem tudi posnela tak dokumentarec oziroma kratke epizode o tem, kako poteka proizvodnja, in sem lahko posnela od tistih začetnih kolutov, kjer je nitka na teh in ta nitka je izredno raztegljiva in jaz zdaj razumem, zakaj so recimo te level up pajkice, ki jih imamo oblečene, takšne, da ko jih oblečeš, dihajo s tabo in se premikajo s tabo in ne lezejo ne gor, ne dol, te nikjer ne tiščijo, ker je pomembna že tista prva nitka, kako je raztegljiva. In nazadnje sem imela tudi priložnost, da sem šla še v nekaj drugih proizvodn pogledati oziroma v nekaj konkurenčnih znamk, ki imajo veliko manjšo kvaliteto, manj raztegljive nitke in čeprav se gre mogoče za isti produkt, je kvaliteta mnogo slabša. In res lahko pač ponosno stojim za to proizvodnjo, v kateri sem. In ne glede na to, da imam, kar se tiče kvalitete, potem tudi večje stroške, se rajši grem počasnejšega procesa, pa kvalitetnega. In ja, torej uspela sem od same nitke, ki je napeljana potem v stroj, pokazali so mi to, ne vem, 3 metre široki listi, ki grejo skozi stroj, kjer so narisani torej kosi, kako se kos recimo legic izreže. To se izreže, se potem skupaj pobere, pride do šivil, vse te kose skupaj zašijajo, imajo recimo 6 vbodne igle, ki naredijo ta debele, meni recimo se še nobene legice niso sparale, niso se zmuckale, ker je to tako kvalitetno skupaj zašito. Potem gre spet naprej, pride do odtisa logotipov, so spet italijanski kvalitetni stroji. Mislim, toliko imajo izdelano in dodelano kvalitetno proizvodnjo, da pri njih, da težko drugje konkuriramo, ali pa seveda se da konkurirati, ampak jaz, ki sem tako majhna v tej znamki, si tega pač ne morem privoščiti. Lahko si to privoščijo znamke, kot so, ne vem, Adidas, svetovne velike firme, ki si potem drugje še lahko te stvari privoščijo, ampak ne na vse zadnje, če pogledamo te item listke, ki so na oblačilih, je skoraj vseh takšna lokacija in z razlogom, ker pač imajo najbolj razvito proizvodnjo, kar se tega tiče. Ko smo se nadzadnje pogovarjali, si mi tudi govorila, pa vem, da je, če se ne motim, na družbenih omrežjih so tudi skice nekega novega, ki nastaja in nastaja izpod peresa lane. Ja. Drži. Ja. Kako pa je potem to? Mislim, to je potem isto, ker gre pa vseeno za popolnoma tvojo izdelavo tvojega oblačila, mislim, po tvojih zahtevah, ki si jih želela. Ja. Lažje je, recimo, zakaj je to z njimi lažje, kot bi bilo tukaj, recimo v Sloveniji za šiviljo. Torej, jaz sem izrisala 3 različne modele legic, ki si jih želim v prihodnosti izdati. Pa zdaj sem še 2 različna modrca izrisala. In torej, jaz lahko svojo vizijo, jaz nisem obiskovala tudi nekakšne oblikovalne šole, torej jaz ne znam narisati te risbe, ki jo potrebuje šivilja, da lahko zašije. Ne? Jaz jo znam narisati po svoje, izmerim, koliko bi rada, da je recimo tukaj visoko, da je spodnji del visok, in jaz naredim v bistvu skico, risbo z svojim svinčnik in papir, označim, ne vem, 3 cm, 4 cm, in ker oni to izdelujejo masovno, imajo pravzaprav že svoj model, v katerega potem meni samo podaljšajo. Če torej je njihov model, ne vem, modrca tukaj dolg 3 cm, sem ga jaz narisala 4, bodo oni podaljšali. Torej, kot bi rekla, neke vzorčne modele imajo,
na podlagi katerega potem izdelajo preko moje risbe. In je v bistvu moja risba svinčnik papir zadovoljuje, da dobim jaz domov vzorec oziroma potem moje izrisane pajkice. Zdaj modrc še čakam, pajkice sem dobila, punce so že navdušene, ker jih že nosim. Zdaj se mi je edino zalomilo to, da sem letos dala po mojih merah izdelati kratke hlače, torej po liniji Level Up, ki se najbolj prodaja. In sem prepričana, da bodo se te kratke hlače zelo dobro prodajale, ker sem ugodila željam strank. Ampak so mi poslali lansko kolekcijo kratkih hlač, ki so krajše, tako da sem morala to kolekcijo, če sem jo želela dobiti, odplačati in v bistvu porabiti denar, ki je bil namenjen marketingu, fotoshootingom, torej nek neplaniran večji finančni vložek, ki sem ga sicer, hvala Bogu, imela in se je za moje dobro izšel. Kratke hlače so na poti, zakasnile so mojo prodajo za 2 meseca, ampak nadejala sem se, da bom lahko izdala ta custom linijo že maja, zato da bi lahko prav čas do jeseni nabavila še to, kar je po mojem izrisu in v mojih barvah, pa zdaj ne bom še na glas izdala, ker je zaradi drugih znamk ne smem, je boljše, da ostane skrivnost, da me kdo ne prehiti. Ampak še vedno se pač nadejam, oziroma v takih trenutkih si rečem, delam največ, kar zmorem in znam, kontrole nimam nad vsemi situacijami in takšna kot situacija, kot je, iz takšne moram izplavati in iz takšne moram narediti prihodnost. Zagotovo enkrat bo. Kaj je bilo med grajenjem te blagovne znamke najtežje? Finance. Rak rana, vse posod. Ja, zaradi tega, ker je bolj kot se prilagodim mojim željam, večjo količino kosov moram naročiti. In potem se ne gre samo za kose, gre se potem še za vse našitke, od logotipa do številke ki piše SML, do etikete, do vrečke, v katero je zapakirana. Potem je transport štet, potem moram jaz tudi štet vse fotoshootinge, na novo spletna stran se izdela in tako naprej. In je večji finančni vložek, bolj kot je po meri narejeno, večji je finančni vložek. In ravno tukaj se mi potem ponavadi zalomi, zakaj tega ne izdaš, pa tako je lepo. Ja, sej bi, če bi bile finance. Pa verjamem, da enkrat bodo. Oziroma, veš, kaj bom rekla, Nina? Ne, da enkrat bodo, ampak jaz mislim, da je proces točno skladen s tem, kar jaz v tem trenutku zmorem. Ja, se strinjam. Sem imela 2 ponudbi za finančno investicijo, pa sem jih zavrnila, ker je bil moj občutek tesnobe prevelik, da bi s komerkoli delila to, kar jaz ustvarjam sama in da bi morala potem nekomu polagati račune za to, kar počnem. In sem rekla, bom nabavila takrat, ko bom to jaz finančno zmogla in uspela, ker verjamem tudi, da bom pač vse v življenju je trening. In tudi to, kako jaz komuniciram z strankami, kakšne fotoshootinge delam, kako izvajam marketing, trenutno sem za vse sama in počnem sama. Od tega, da naročam blago, da ga kreiram, da skladiščim doma, da pakiram pakete, da delam reklame za marketing, da vodim socialna omrežja in zraven še imam službo in sladkorne treninge. Ja, in si na tej točki še ne predstavljam, da bi jaz zdaj pa imela recimo, 50,000 sledilcev, pa celo skladišče že kosov, ker ne bi zmogla na tej točki, ker jaz moram še vmes se naučiti, da mogoče imam eno osebo zaposleno, da se jaz naučim, kako moram za zaposleno osebo recimo ravnati, komunicirati. Tako da vse to. In pol tudi tekom procesa sem ugotovila, da ni več tako važno, kaj je moj cilj, kam bom prispela, ampak bolj to, kar v vsakem dnevu ustvarjam, kar me v vsakem dnevu napolni in je to mnogo več vredno. Ker tudi kot ljudje, sej nekaj dosežeš, pa več ni dovolj.
Saj sem sanjala tako skladišče, pa sanjsko skladišče imam, pa v resnici mi ni dovolj. Pa mene skrbi, kaj bo, ko bo to skladišče premalo in kako bom zgradila, ne vem, posebej skladišče, ki bo samostojno stalo. Ampak jaz moram danes uživati še v tem skladišču, ki je plod mojega dela. Ki je ful lep. Ja. Vsaki, ko je gor prišel, punce, ko so pa nesli, wow, kaj je lepo, ful dobro sceno boš imela. Kaj te je podjetništvo največ naučilo o tebi? Ne poslušaj drugih. Verjetno je bilo dosti nasvetov. Ja, in do danes ti lahko rečem, da je moja največja lekcija, da delaj tako, kot čutiš, kot jaz čutim. In kar jaz čutim, da je prav. Če tudi bo to v očeh, ki imajo recimo poslovno znanje ob meni napaka, jaz nikoli ne bom mogla suvereno, torej moja znamka se še danes v večji meri prodaja zaradi tega, kakšno zgodbo delam jaz in na nek način, kdo sem jaz, ker nimam še toliko, nisem niti toliko podprta z marketingom, da bi se znamka prodajala zgolj kot neka znamka. In je prodaja, recimo zdaj v tem letu, sem se tudi jaz zaradi nekih težav malenkost umaknila in s tem je padla tudi prodaja in sama znamka je recimo na nek način rahlo padla ali pa malo bolj stagnirala. In mi je bil to še en dodaten dokaz, da koliko jaz delam, pa koliko jaz vložim, pa koliko sem jaz suverena v tem, kar delam, takšen bo rezultat znamke. In če jaz nečesa pristno ne čutim v sebi, ne morem tega dajati tudi ne preko socialnih omrežij, kjer je torej baza moje prodaje. Nisem igralka po naravi, ne znam nekih stvari zapakirati tako, kot so danes, ko ljudje lahko igrajo in imajo te maske in filtre, meni to ne sede, ne počutim se v tem dobro in jaz stvar moram začutiti, da jo lahko delam. In vedno, ko sem poslušala nekoga drugega ali pa nasvete drugih, se stvar ni tako dobro išla. Če bi mogoče potegnila to sporednico z športom, ker si rekla, pač spremlja me skozi celo življenje že, pa podjetništvom, je neka skupna vztrajnost, disciplina? Ja, je. Tako kot sem ti prej rekla, vse je trening. In nobena stvar, ki je ne počneš redno, se na nek dolgi rok ne more odnesti. In jaz tudi vidim sama pri športu, da ko sem preletela na kratko teme, ki si mi jih povedala, o katerih se bova pogovarjali, me je pri športu prešla ena misel, kaj to meni pomeni. Meni danes pomeni šport stik sama s seboj. Ko si jaz namenim čas za šport, takrat spet pridem jaz na plano. To, kar je v meni, najdem spet tisti stik, kdo sem jaz in kaj počnem, in hkrati seveda naredim za zdravje nekaj dobrega. Moram dati stvari ven, jih predelati. Zdaj, ko je baza mojega dela tudi to, da izvajam skupinske treninge, vse moje vedeče ves čas nagovarjam k temu, da se ne gre za 2-mesečne, 3-mesečne rezultate, ker tudi sama sem na tej točki, kjer sem, delam za to že veliko let, pa ne smem odnehati. Ker ne bom na tej točki, kjer sem, če bom odnehala, in pač stvar je treba trenirati. In treba je trenirati disciplino pri prehrani, disciplino pri treningih, ne vem, pri znamki, moram snemati videe, moram delati to, vse je treba kontinuirano ponavljati in krepiti. Nihče se ni rodil ne z disciplino, ne z vztrajnostjo, ne z potrpežljivostjo. To so vse stvari, ki jih pač skozi življenje navajamo svoje možganske povezave, da postajajo del našega vsakdana. Pač nikomur, tudi meni ni enostavno. Mislim, meni je velikokrat ni za iti na trening. Mi bi pa rekli, veš, ko te gledaš na družbenih omrežjih, pa te tvoje videe, veš, ona to tako strastno dela, ona je to čist noter. Pol tudi lani se včasih ne da, ne? Mogoče, a veš, včasih te že ljudje, ko tako gledajo, vidijo kot neko
nadrealistično Ja, kot da sem bitje, se ne? rodila s tem, ja. Ja, pa veš, ko te vidimo, glej, perfekt, vse je na svojem mestu, tako kot mora biti in lani je lahko. Ja, ampak če jaz ne bi bila 3 do 4 krat na teden v telovadnici oziroma v fitnessu ali pa šla v 70% takrat, ko mi ni, ko bi rajši prijela mleko pa piškot pa se vlegla pred kavč, ne bi bila tukaj, kjer sem. Ampak ti bom tudi rekla, da vedno manj maram slišati o svoji neki perfekcionistični postavi ali pa moji neki perfekcionistični verziji, ker sem nagnjena k perfekcionizmu in je ovira v življenju in je preobremenitev. In si želim več sproščenosti, več neperfektnega mišljenja, več neperfektnega odnosa. Ampak vseeno pa vidim, koliko mi, oziroma ne tak ti bom rekla, mogoče tega nikoli nisem na omrežjih na veliko upala izpostavljati ali pa sem se v tistih obdobjih bolj zadržala zase. Tudi jaz sem imela obdobja, ko sem manj trenirala, si zvečer naročila pico in jo pojedla pred filmom in potem nisem zaspala do 2, ker sem bila preveč sita, pa sem šla na sladoled, pa si vedno vzamem 2 kepici, pa pojem piškot ob kavi, pa sem isto človek in isto krvava pod kožo in sem imela obdobja, ko sem se na nek način v svojih očeh zapustila, čeprav so mi vsi rekli, ja pa sej živiš, se pa ne živiš v sami disciplini. In ko meni moje na treningih rečejo, ja pa zdaj nisem pridna, pa zdaj sem se zapustila, nič hudega. Zaradi tega, ker skupek vseh teh, jaz bom rekla danes tako, skupek vseh mojih obdobij, kjer nisem bila disciplinirana in sem se pod narekovaji zapustila, so me danes doprinesle do točke, kjer se veliko raje odločim za zdravo mero discipline, ki mi prinaša dobro počutje v svoji koži, kot pa tiste male užitke, kot je tisti večer, ko se prenajem pice ali pa sladoleda. Ne? Ker ti kratki užitki nam na dolgi rok nič ne prinesejo in jaz tudi veliko vlogo je pri tem imela tudi sladkorna bolezen, ampak jaz sem imela obdobje, ko sem se prenajedala in to je bilo potem all in sem krpala z treningi, z pretiranimi treningi. Ampak če pa pogledam z enih tretjih oči ali pa z ene tretje osebe na tisto mojo situacijo, pa sem bila nesrečna v sebi. Vedno, kadar sem se tolažila z nekimi kratkimi, zadovoljujočimi užitki za hrano, pa recimo rajši, ne izbiro treningov, da ne bom naredila kakšne krivice, sem bila bolj nesrečna, kot pa zdaj, ko izbiram disciplino pa en red. Skozi leta mi je pač disciplina prinesla svobodo in mir. Kaj bi rekla, omenila si, da imaš te treninge tukaj v Lenartu, v Dream Gymu. Kaj misliš, da je največja ovira pri ženskah? Da ne znamo reči ne. To? Ja. Delam, še vedno delam v šolstvu in delam v kolektivu s 40-50 ženskami, treniram 40-50 žensk, obdana sem z ženskami. In kakšne stvari poslušam. Ja, pa smo imeli to kosilo, pa nisem mogla. Pa je bilo to za malico, pa nisem mogla reči ne. Pa se je zgodilo to, pa nisem mogla reči ne. Ja, pa res, ja, dejansko je, da je ja, vidim. In ne, vzorec. pa smo recimo, mislim, se ne rabim zdaj naštevati primerov, ampak jaz bi rekla, da je beseda reči ne navada, skozi katero sem dolgo obdobje šla tudi sama, tudi jaz nisem znala reči ne, oziroma se še danes tudi učim. Tudi meni je težko še vedno reči včasih ne. Ampak naprimer pred mano je en tak team building mojih, ki jih treniram in gremo na jadranje. In zraven bodo grickarije in same take stvari, ki na nek način niso zdrave. In zdaj, če ti lahko uprizorim, kaj mislim s tem, da ne znamo reči ne. Ker
bi jaz tudi lahko rekla, ne, zdaj bom pa tam jedla vse, kar bodo jedle ostale, da ne bom zdaj jaz izpadla tam, ne vem, da sem zatežena, da sem zakompleksana, da sem zategnjena, da si ne upam nič privoščiti. Ampak meni več pomeni, da se bom jaz 4 dni z njimi počutila dobro, ker hrana, to, kar jaz zelo zagovarjam, to, da kar ti z hrano vnašaš vase, zelo vpliva na tvoje počutje in način razmišljanja. In jaz želim dati njim dobro verzijo sebe tiste 4 dni, ne pa tiste verzije, ki ne upa reči ne in konzumira neke stvari, zato da ne bo ljudi užalila. In to je v partnerskih odnosih se dogaja, v odnosih z otroci. Veliko imam mam, ki kuhajo svojim otrokom in seveda otrok si zaželi to, pa si zaželi ono, pa nikoli ne rečeš ne. Ni pa to seveda glavni razlog. Sej, kar bi rekla, da pa je drug razlog, je pa to, da pomanjkanje motivacije, zaradi tega, ker skozi leta, bolj ko postajaš ženska, bolj veš, da v življenju pomeni več notranja lepota, toplina, dragoceni, majhni trenutki, pristni, iskreni odnosi in da ni vse v izgledu in v prehrani in tem kakršnem koli treniranju. In ti na neki točki tudi več pomeni, da se lahko umirjeno vsedeš za družino in nekaj dobrega poješ. Ali pa, da si tudi vzameš čas zase in nekaj dobrega poješ. In ti ni več takšna motivacija, kot je mogoče pri 18 letih bila motivacija. In ugotavljaš, da ti postaja največja motivacija to, ne več drugi, pa ne več nobeni dosežki, pa ne več neki uspehi, ampak motivacija moraš biti sama sebi. Motivacija moraš biti sebi, da si želiš, ne glede na to, na kakšni točki v življenju si, v katerih letih si, dobro počutiti v svoji koži. In to si želim tudi z mojim delom v prihodnje ženskam približati, to miselnost, da če tudi imajo družino, če tudi že imajo, rečemo, dolgoletnega partnerja, pa več ni mogoče zaradi tega take motivacije, ali pa so sodelavke na delovnem mestu, ki so pozabile nase, pa si ti edina tista, ki pa še nekaj želiš, ampak te obkrožajo same ženske, ki rečejo, se po 40 se ne da, ali pa sej pralni stroj mi krči oblačila, sej nisem jaz problem, itd. Ne? Da vseeno nosiš v sebi tisto, ne glede na starost, jaz si vidim sebe tudi pri 60-ih, pri 70-ih, da bom skrbela preko športa in prehrane za svoje zdravje in bom v neki meri fit. Ker sem prepričana, da ti to daje en dober občutek. Tega se zagotovo premalo zavedamo, ne? Ja. In da je ta neka, potem se tako vse skupaj prepleta, ne? Ker ko ti, potem pa lahko rečemo, kaj je največja ovira, spet, ne? Da se ne znamo imeti dovolj rade, da bi sebe postavljali toliko na prvo mesto, da bi nekim stvarem rekli ne. Pa to ne pomeni, da zavrneš ljudi. Da bi se imela dovolj rade, da bi imela motivacijo zaradi sebe. Da bi se imela dovolj rade, da bi dale prednost kdaj lahkotnosti v svojem telesu, kot pa nekemu obroku ali pa živilu. Jaz sem zelo pazljiva glede tega. Enkrat sem dala na objavo, da je zdravo iti malenkost lačen spat. Ne? In potem dosti. Kdo mogoče tudi zaradi mojega izgleda, jaz se ti pa tak nič ne ješ, ali pa ti stradaš, in spadam mogoče bolj v tisto skupino, ki je zatežena. Zdaj pa, ker smo glede vsega in videe gledamo 3 sekunde in vse mora biti hitro, zdaj, tukaj, menjavati se mora, animirani moramo biti, nimamo več nekega dolgoročnih, vse je v glavnem instant in hitro. In to je tudi povezano, ne vem, jaz vidim, koliko ljudi meni reče, ja pa privošči si, ja pa sprosti se. Ja, ampak, če se jaz zdaj sprostim, ne pomeni, da moram pojesti celo veliko masno pico.
Jaz se lahko sprostim na način, da pojem en kos in potem lahko dobro počivam. Pa preberem, ne vem, dobro knjigo ali pa poslušam dobro glasbo. Ne pomeni to užitek samo v hrani in danes je svet vedno bolj k temu napeljan. Lepo si mi dala iztočnico iz hrane, če izhajava, tebe zaznamuje tudi bolezen, sladkorna bolezen tipa A. Ena, pardon. Ja. Kdaj si se soočila s to boleznijo? Kako ti je bilo, pa kako danes živiš s tem? Hvala Bogu sem se z njo soočila pri 9 letih, kjer mi to ni bila nobena težava. Pravzaprav pred sladkorno boleznijo niti nisem marala sladkega, jaz na rojstnih dnevih nisem jedla torte. Že tako sem jedla polnozrnate stvari, tako da mi dieta, takrat diagnosticirana dieta za sladkorno bolezen sploh ni predstavljala spremenjenega načina življenja. Zanimivo mi je bilo brizgavanje injekcij, merjenje sladkorja. Jaz sem takrat en teden bila, 5 dni sem bila v Mariboru diagnosticirana. Ni bil noben problem. Lahkotno sem to sprejela. Tudi v osnovni šoli, takrat tudi sladkorna ni bila še toliko razširjena. Sem bila ena redkih in jaz sem, mogoče tisti neprijeten občutek je bil, da sem injekcije si vedno diagnosticirala na stranišču, da sem se umaknila, to je bil tisti, tak recimo meni notranje manj prijeten občutek, ampak še vedno sem se lahko toliko skrila, da jaz navzven nisem kazala drugim, da pa imam zdaj jaz sladkorno bolezen. In tudi, ker takrat ni bila toliko poznana, je bilo ok, ti imaš sladkorno bolezen, ne vem, in življenje je teklo dalje in ni bilo neke večje pozornosti. Težje mi je začelo postajati v srednji šoli ali pa ko sem začela prihajati v puberteto in potem sem tako želela biti enaka družbi in ne biti drugačna. Ker sladkorne več nisem mogla skriti, v 7. razredu sem dobila inzulinsko črpalko, ki je v bistvu pripeta 24 ur skozi 7 name in razen, če si jo skrijem pod modrci, je pravzaprav ne morem skriti. Nosim tudi, zdaj imam skrit sicer senzor, vidi se navzven, torej, da imam bolezen. In vse te besede, ti pa tega ne smeš, pa ti lahko to poješ, pa ti lahko greš z nami ven. To so pa stvari, ki jih jaz kot najstnica nisem znala obvladati in sem v bistvu za vsako stvar rekla, ja, se to ni nič takega. Sej sladkorno na nek način dodam si inzulin, za bilo kaj bom pojedla dodatno, kar ne bi smela oziroma ne bom rekla, da ne bi smela, ampak veliko bolj dvigne krvni sladkor ali pa ga veliko dlje časa drži povišanega. Sem pač želela preprosto biti samo enaka kot vsi ostali. Potem pa je prišel študentski čas, ko pa je bilo malo več študentskih zabav, pa malo več sem bila že bolj sproščena in nisem več, takrat sem tudi malenkost začela z malo bolj intenzivnimi športi, več sem začela hoditi v hribe, več sem tekla, imeli smo eno manjšo skupino, kjer smo skupaj trenirali in takrat še nisem vedela, da različna vadba različno vpliva na krvni sladkor. In meni so različni treningi potem povzročali več vzponov in padcev, torej hipoglikemij in hiperglikemij. Vsaka hipoglikemija pomeni, da jaz moram zaužiti glukozo in občutek, ko je sladkor nizek, je tak, da bi v bistvu pojedel vse, kar vidiš. Zadošča ponavadi 15 do 30 gramov hidratov oziroma sladkorja, ampak takrat je ta občutek nizkega sladkorja je zelo podoben enemu močnemu anksioznemu napadu, kjer je tvoja edina misel, da moraš čim več pojesti, zato da preživiš. Težko opišem ta občutek, če ga ne občutiš, ampak res je taka nezadržna sila po prehranjevanju. In ponavadi poješ preveč in sladkor gre spet v višave. In potem spet stisneš inzulin, zaradi tega, ker je šel v višave in spet sladkor pade. In to so taki roller coasterji čez dan in to je potem po 2-3 recimo dodatne vnosa hidratov in sladkarij, ki so kalorije. Ker na koncu prehrana je matematika, je štetje kalorij, čist
tak v teoriji. In jaz sem pač začela dobivati na teži, bolj sem trenirala, bolj sem začela dobivati na teži, ker bolj sem imela neurejene sladkorje. In tam je tudi začela padati moja samopodoba, ker sem se počutila ujeto v enem takem krogu, kjer se mi je zdelo, da mi ni pomoči, da jaz dajem vse, kar zmorem, skušam čim bolj voditi to prehrano, probam biti disciplinirana, probam biti vztrajna, res se trudim, pa še kar mi ta sladkor pade. In potem so tudi taki občutki, tisto, ko daš roke v zrak, mislim, vse sem dostikrat dala v roke v zrak in se najedla vsega, ker sem dobesedno rabila tisti, ne vem, to lažbo od tega, da delam vse, kaj zmorem, pa mi ne uspeva. Ker pa je nas, hkrati razumem, da nam zdravniki ne morejo podučiti o vsem, ker nas je enostavno preveč in za vse paciente nimajo toliko časa, kot bi ga mi potrebovali, da bi dobili vse informacije. Zato sem jaz takrat začela sama se izobraževati o prehrani oziroma sladkorni bolezni v povezavi z športom. Sem si nakupila določeno gradivo, knjige, začela sem spremljati enega Angleža, ki je diabetik tipa 1 in je bil v bodybuildingu tudi prvak in je napisal, kar se tiče fitnessa, knjigo za diabetes, ogromno o prehrani in takrat sem potem, ampak to je zdaj 8-9 let nazaj, ko sem jaz prijela te knjige v roko. In spet sem rabila nekaj let, da sem usvojila znanje, ki sem ga potem pretvorila v prakso in danes lahko rečem, da jaz da ne živim več tega lifestyla na silo, ker sem tako prebrala v knjigi, da bi morala, ampak sem ga ponotranjila skozi leta. Zakaj pa potem veliko ljudem ne uspe? Zaradi tega, ker je res potrebna vztrajnost in disciplina. In nikoli ne prideš na tisto zeleno vejo, kjer več ne bi bilo padca. To ne pomeni, da jaz danes več nimam nizkega sladkorja ali pa da ga ne kiksnem mimo, seveda ga ne. Kaj pa ljudje največkrat narobe razumejo pri sladkorni bolezni? Da zdaj, ko pa jo imam že 28 let, pa tak in tako obvladaš, pa nimaš več težav, ne. Nedolgo nazaj se ti je zamešila, si mi razlagala, Ja. ne? V bistvu po 28 letih, mislim, verjetno Spomnim se, da v osnovni šoli nazadnje sem imela No. tako visok sladkor, kot sem ga imela zdaj, ker se je ta črpalka je skozi 9 mm dolgo iglico zapičena v podkožje in medtem, ko je pa to taka, ne morem reči gumijasta, ampak zelo mehka cevka, iz katere se potem iglica potegne ven, ta mehka cevka ostane pa not. In ta se je zvila, ko sem si jaz to napolnila, ampak tega ne vidiš, ne veš. In jaz sem si dajala inzulin in nič ni prijelo. In to potem pravzaprav, ko je telo približno 3 ure, je moj inzulin delujoč v telesu. In po 3-4 urah moje telo več nima nobenega delujočega inzulina in pride v stanje, kjer telesu začne pomanjkovati energije, ker inzulin je tisti, ki pretvarja energijo, da ti sploh čutiš energijo. In potem pride do stresa v telesu, začne se sproščati kortizol, ki vse skupaj še poviša astronomsko. In potem sladkor gre samo gor in potem se ti tega zavedaš in potem še glava naredi svoje. In je res ključno, da ne vem, mogoče tudi zaradi diabetesa jaz neke stvari, ne vem, mami mi je vedno rekla, kako ti to vse mirno preneseš. Ona pač mene občuduje, kakšne stvari tako mirno in stoično prenašam. Ampak jaz sem imela toliko vzponov in padcev sladkorja v življenju, da meni druga ne preostane. Če bi se jaz za moje vzpone in padce toliko gnala k srcu, ne vem, kje bi bila danes. Bi lahko rekla preostane tudi, mi da drugega. je to najtežji del te bolezni, ki ga ljudje ne vidijo, Ja, da so vedno vzponi in padci in da se to nikoli ne neha. ja. Recimo, kaj je taka skrita stvar, ki se ne vidi, spomnila sem se ene situacije, kjer sem imela na rezervi sladkorja. Torej, jaz imam vedno ali bombone ali neke sladkorje pri sebi in sem bila z neko družbo in so seveda videli bombone in se to mimogrede pojedlo. In potem je meni padel sladkor in jaz nisem vedela, da bombonov več ni.
in mi je postala sila. Seveda potem se začne potiti, ampak to je na tanki meji, da jaz padem v nezavest. Imela sem še eno sadno kašico, tako da sem jo potem spila in mi je hvala Bogu pomagala. Ampak v tisti moj notranji boj ljudem okoli mene je postalo strašno neprijetno. Ampak meni je bilo. Meni je važno samo, da preživim, umaknite se, dajte mi mir, ker stvar ni hecna. Ne? In ne obtožujem ljudi sploh, ne, zaradi tega, ker tudi jaz se ne podučujem o vseh drugih boleznih, ki na svetu obstajajo. Ampak zdaj želim mogoče samo to povedati, da če tudi živimo s to boleznijo, pa drugi ljudje z drugo neko boleznijo, ne pomeni, da se je kadarkoli navadiš ali pa da kadarkoli postane enostavna. Ker je nek primanjkljaj v tvojem telesu, neka poškodba je v tvojem telesu, ki jo moraš ti na zavestni ravni vsak dan korigirati. In te stane določen procent energije, časa in zdravja. In je včasih, ko imaš pač vsega v življenju dost, skledica pač polna. In saj ne morem reči, če bi si želela, da bi bil odziv ljudi kaj drugačen. Ne vem, ne morem reči, da bi si želela kaj. Ker pravzaprav so situacije pri diabetesu vedno tako različne, da še jaz niti sama ne vem, ker je odvisno od tega, kako dobro sem spala. Koliko hrane recimo se je pri meni že presnovilo, koliko hrane še je ostalo in zdaj vpliva na moj sladkor, koliko inzulina je mogoče zastalo, koliko ga še deluje. In tudi jaz ne morem situacij 100% predvideti. Kot samo to, da bi res ljudje v tistih situacijah, ko jaz rečem nečemu ne zaradi moje sladkorne, to razumeli. Tako pa se še mi vedno dogaja, da ko recimo rečem, da vidim, koliko za neke situacije, jaz v bistvu vem, da se bom nečemu recimo na pikniku ali pa na, ne vem, neki situaciji, neki hrani odrekla, zaradi tega, ker nočem težav z sladkorno boleznijo, ampak bi si želela, da bi ljudje samo rekli, aha, ok, razumemo. In bi bilo to. Tako pa je potem vedno, pa je to zdaj lahko, pa to zdaj ne, pa ja, pa ti moraš, vedno je nek prizvok zraven, ki pusti en grenki občutek. In potem dostikrat tudi nekako, še tudi jaz včasih ne rečem ne, ker mi je težje s temi občutki handlati, kot pa da zdaj pojem tisti en kos, na primer. O svoji bolezni tudi odkrito govoriš preko družbenih omrežij. Kako dejansko dojemaš družbena omrežja, kaj ti pomenijo, pa zakaj si se odločila tudi o tem spregovoriti, ker vseeno ni enostavno? Tako si bom rekla spet, kot vse ostale stvari, ne vem, to sem začutila. Ali pa mogoče občutek, pravzaprav ja, en občutek. Jaz sem se dolgo časa počutila, da sem z vsemi temi občutki, ki sem ti jih prej povedala, od tega, ne vem, neodločna, da ti rollercoasteri za prehrano in s treningi, kot da sem jaz edina v tem. Ko sem kdaj tako v svojih težavah z prijateljicami ali pa kakorkoli tako spregovorila, ne vem, ali sem bila jaz res edina ali pa one niso upale spregovoriti. In mene strašno begal ta občutek, pa kaj sem jaz res edina. In potem bolj sem jaz začela se nekako v svojih krogih o tem pogovarjati, bolj sem videla, da ne, da nisem edina, da to skoraj vsak bije to svojo neko bitko. In sem si preprosto nekako zaželela, da bi dajala ta občutek, da nismo sami naprej. Da ne biješ neke bitke vedno nikoli sam. Da se še sigurno nekdo najde na svetu, ki bije enako bitko kot ti in ti mogoče lahko da nek nasvet ali pa nekaj, pa ti je zaradi tega lažje. In potem, ko sem jaz to začela deliti najprej v zvezi z diabetesom,
in sem dobivala pozitivne feedbacke, me je to tudi motiviralo. Ne, so mi pisali, ne vem, da hvala, da delim tudi svoje slabe trenutke, pa da jim to da motivacijo, da tudi oni se kdaj potrudijo, pa da včasih, ne vem, ko jih kaj zamaje, pa se na mene spomnijo, pa ko tudi jaz to pohendlam in me to motivira, da delim te stvari. Si pa absolutno želim, zdaj, ko sem nekako na tej točki, ko sem ti prej rekla, da sem začela zavestno čutiti stvari oziroma bolj pomirjeno, si želim, da bi še več svoje maske slekla v prihodnosti in da bi lahko bolj sproščeno in samozavestno delila tudi te slabe stvari. Ampak nisem še našla načina, kako bi jih delila, da bi jih na lep način zapakirala. No? Oziroma ne na lep način. Že tako smo nagnjeni k temu, da bolj pojamramo, pa da o slabih stvareh govorimo, pa da nam manjka bolj tistih pohval, ali pa še vedno me na družbenih omrežjih mori ta, da prikazujemo samo lepe trenutke. Ni pač enostavno prikazovati svojih težkih trenutkov. Vseeno pa sem se skozi leta, se mi zdi, da vedno bolj prihajam k temu občutku, da če nekaj delim, kar je mogoče težje ali pa slabo, jaz ne delim tega zaradi tega, da bi dobila nazaj neke feedbacke ali pa da bi nek slab feeling sporočala, ampak želim zgolj zato, ker je moj namen s tem dober. In takrat je potem tudi to lažje. Ja, z družbenimi omrežji sem v bistvu začela tako, da sem naredila en prvi fit štrudel in sem... Fit štrudel? Kaj? Fit štrudel, Fit štrudel, ja. Ja, ki je bil brez drobtin, brez masla, namesto sladkorja je bil eritritol in namesto sladke smetane je bil skir. In je bil to bolj taki fitness, sladkorju prijazen štrudel. In takrat sem imela osebo v življenju, ki mi je rekla, zakaj pa se ti s tem ne ukvarjaš, oziroma zakaj ti iz tega svojega znanja, ki ga imaš, nečesa ne ustvariš. In sem začela ustvarjati recepte. Takrat me je tudi me je pritegnilo še fotografiranje in sem tudi sama fotografirala svoje recepte. Potem sem ustvarila ime Diab Fit Lana, sem nekako povezala... To je bilo koliko let nazaj, tako se spomniš? 9. 9 let nazaj, ja. Je prišlo do imena Diab Fit Lana, torej diabetes, pa fit, pa moje ime. Tu se spomnim, da si imela neko spletno knjižico receptov, je? To nekaj bilo, ne? Ja. Tako da začela sem s temi recepti. Pa izdala sem sladolede brez sladkorja, božične recepte brez sladkorja. Babica marsikaj naučila. Ja, ampak takrat sem bila še na toliko mali bazi, da sem jaz imela za izdelavo vsega tega veliko več stroškov, kot pa kakršnega koli plusa. In takrat sem to malenkost opustila, zaradi tega, ker mi je vzelo veliko časa in energije in se mi ni zdelo, da je skladno z tem, kam jaz grem, ampak še vedno pa je ostalo z mano. Še vedno je želja in vem, da jo bom uresničila, da bom naredila tudi svojo knjigo z recepti in da prihaja spet moj čas receptov, da vmes so pač samo malenkost utihnili, da pa bi jaz sploh lahko prišla do te, pač danes si v bistvu ne znamo več predstavljati, da bi jaz naredila recimo eno knjižico ali pa eno knjigo in bi jo prodajala iz ust do ust ali pa da bi lahko hodila po trgovinah pa bi prosila, da mi prodajajo. Pač socialna oziroma družbena omrežja so danes glavni vir širjenja informacij in glavni vir širjenja produktov. Jaz pravzaprav ne bi stala moja znamka, če ne bi bilo družbenih omrežij, ki mi bazirajo večino zaslužka, kar se tega tiče. Zato sem v družbenih omrežjih ostala. Meni sicer v omrežjih ni lahko, zaradi tega, ker nisem oseba, ki bi recimo iz osebnega vidika uporabljala toliko družbena omrežja. Sem raje človek stika in momentov, ki jih preživljaš za sebe, ne zato, da jih šeraš preko omrežij. Zdaj pa sem na nek način to moram početi, zaradi tega, da lahko živim to življenje,
ki ga čutim, da si ga želim. Tako da družbena omrežja so zdaj meni bolj kot ne posel in hkrati pa želim ustvariti, ohranjati sebe v njih. Da ni to samo zdaj, v bistvu mi je umetnost, lovim to vsak dan, da združujem, da me ne obremenjujejo, da me ne preveč konzumirajo, da mi ne povzročajo nekega primerjanja pa slabih občutkov, da še vedno sem pa jaz. Kako težko pa se ti zdi, ker pri vsaki blagovni znamki je fajn, da imaš čim več sledilcev, da potem gre to čim širše. Kako je pač ta balans najdeti, da ohranjaš kredibilnost, pa da na nek način grejo sledilci tudi višje in višje in višje? Danes zelo težko. Par let nazaj, oziroma kar nekaj let nazaj je bilo veliko lažje dobivati sledilce. Danes je izredno težko in brez nekih boostov in marketinga sledilci težko rastejo. Se mi zdi, da smo tudi kot ljudje malo nasičeni vsega tega. Tudi več je reklam, več je marketinga na socialnih omrežjih oziroma in Instagramu in Facebooku, kot je bilo prej. In smo se na nek način, menim, da smo se malenkost malo od tega tudi odmaknili in je težje. Mene je zdaj do pred kratkim recimo zelo obremenjevalo sledilci zaradi znamke, da bom, ker več kot imam jaz sledilcev, več lahko prodam. Ampak to te potem posrka na neki točki. In si preveč s tem obremenjen in potem sem videla, da preveč razmišljam, kako bom prišla do sledilcev, namesto da bi delala to, kar je v meni, pa bodo ljudje, ki mene čutijo, prišli sami. Meni se zdi to recimo še vedno danes vprašanje in uganka in ga raziskujem ali pa lovim, da sem to, kaj sem, pa da delam to, kar čutim, ker potem je pristno in pritegnem svoje ljudi, ampak da še vedno jih pritegnem dovolj, da moj posel ohranjam in da raste. Ker najlažje je biti people pleaser in zadovoljiti množico. Samo ne pa na račun tega, da se prodaš in si nekaj, kar nisi. Kaj pa je za tebe uspeh? Da vsak dan čutim pomirjenost s tem, kdo sem in na kateri točki v življenju sem. Bi rekla, da je takih odgovorov kar luksus slišati, ker jim dejansko je zelo malo. Se mi pa zdi, da je vedno več takih ljudi, ki sledijo temu srčno, ne da se pretvarjajo, ker imamo tudi tiste, ki pač samo za družbeno omrežje hočejo biti umirjeni in mir sam s sabo. Ampak se mi zdi, da dejansko tudi ljudje v končni fazi tako, kot govoriš tudi, hočemo ohranjati to kredibilnost, tudi potem okoli tebe to začutijo, veš, recimo, pol skozi leta neke stvari dosegaš, in recimo dosegla sem zdaj zelo lepo število skupinskih treningov, ki sem si vedno želela, pa si zdaj želim nekaj več. Pa sem iz spalnice prišla do tega skladišča, pa si spet želim nekaj več. In sem se ujela v tistem občutku, da mi nikoli ni dovolj. In da v bistvu, če nenehno iščeš nekaj, kar je vedno pred tabo, pa prideš tja, pa spet skoči naprej in nikoli ne dosežeš tega. In tudi ni realno, da v vsak danu, torej seveda, prvi fotoshooting je bil za mene eden izmed najbolj srečnih dni v mojem življenju. Potem je bil izid kolekcije, je bil tudi eden najbolj srečnih dni. Ampak vsakemu vzponu sledi padec. In ti moraš vseeno v vsak danu poiskati stvari, ki te zadovoljujejo in srečujejo, ker saj ne rabimo na koncu koncev vsi enako razmišljati. Za mene je pač to uspeh. Lana, vseeno dotaknile bova se še ene teme. Vseeno nahajava se v Lenartu. Začela se je zgodba, zdaj bom rekla kar Sloveniji zelo dobro poznanega Žana Serčiča.
naši prostori so v bistvu pod njegovim domovanjem, ti si pa bila njegova punca nekaj let že nazaj od tega, ampak vseeno, ti si na nek način skupaj sta imela ta glasbeni vzpon. Kako je bilo takrat? Ali ti še kdo kdaj kaj to reče, te ustaviti? Ne, mislim, danes je dosti mladih punc, kakor bi padale v nezavest zaradi njega. Ja. Veš to. Ja. Jaz poznam Žana Serčiča iz sobe iz Lenarta. In on je bil tisti, ki je komu sem spekla ta fit jabolčni štrudel. Takrat v neko tako zameno za znanje, ker sem bila takrat tudi v fitnessu na eni taki slepi točki. In mi je pomagal, svetoval in sem spekla ta štrudel in je bil on tisti, ki je rekel, zakaj pa ti imaš talent za to oziroma nekaj je v tebi, zakaj nekaj ne ustvariš iz tega, ker on je tudi na zadnje iz svoje glasbe ustvaril celotno svoje življenje in kariero in je danes na tako visoki točki, kjer je. In hvaležna sem, da sem ob njemu imela priložnost spoznati, kaj pomeni zelo visoka stopnja discipline, vztrajnosti in tega, da slediš svojim sanjam. Lahko rečem, da, oziroma zagotovo lahko rečem, da če njega ne bi spoznala v življenju, ne vem, če bi si upala toliko slediti svojim sanjam, kot si sledim danes. Tako da, če sem navdih jaz njemu za določene pesmi bila, potem je tudi on meni bil navdih, da danes sledim svoji znamki in temu, kar ustvarjam. In s tistim fit štrudlom se je začelo, da se je razvila Diafitlana, ki je šla v recepte in potem tako naprej, kot se je vrtelo in so se pač ustvarjale vse druge stvari. Kot sem ti pa rekla, pa jaz njega pač poznam z ene druge luči in ne kot tistega Žana iz odra in zato tudi nikoli nisem imela občutka, da pravzaprav me je to vprašanje zdaj na nek način presenetilo, pa ne vem, kako ti naj odgovorim, ker sem se počutila čisto normalno. Ja, on je... Ja. 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 Jaz vseeno mislim, da ustvarjamo vseeno vsak neko svojo zgodbo in da tudi on zelo stremi k iskrenosti in da je to, kar je in da ko ti to nekako kažeš navzven, to ljudje tudi cenijo. In jaz moram reči, da sem bolj kot ne občutila od ljudi kvečemu bolj spoštovanje in en spoštljiv odnos do tega, kot pa neko pretirano vsiljevanje in spraševanje karkoli glede tega. Tako da nimam nekih... Ok. Ja. Reči mi zdaj še, da greva tako malo zaokroživa, čist off the topic. Kaj je ena stvar, brez katere ne greš skozi dan? Brez inzulinske črpalke. Sicer, Lana, neke stvari si že naštela, v njih, ki si jih omenila, sem se celo jaz najdla, ne? Ampak vseeno, ena stvar, ki jo ljudje o tebi napačno ocenijo oziroma menijo. Da sem tako disciplinirana. Pa jaz bi isto rekla, veš, pa ta vztrajnost, pa to si me čistira, ker sem si mislila, ti si res, ne? Koliko je dni, ko sama sebi govorim, Lana, zdaj pa se spravi vred. Zdaj se pa disciplinira, zdaj pa je res že čas. To disciplino imaš, jaz imam disciplino za določene stvari. Za določene je pa nimam, ki pa imajo vseeno velik vpliv na moj vsakdan. In še vedno mi na tistih področjih, ki vem, da jih potrebujem in moram urediti, tudi manjka disciplina. Nimam je povsod. Ampak ne bom prišla iz nediscipline, da se bom naslednji dan prebudila v disciplino. Ampak jo bom gradila naslednji dan 0,5%, pa jo utrdila, pa še utrdila, pa bom padla malo nazaj, pa spet utrdila.
Tako da, ko ne gledaš tako črno-belo na disciplino, jo tudi lažje usvojiš. In nikoli je ne moreš imeti na vseh področjih. Nekje si moraš dati dihati. Lana, kaj je tvoj next level, kam gre naprej, kje so tiste točke, kaj bi še rada dosegla, kakšna bo prihodnost Luja, Lane? Moj next level je predvsem to, da začnem delati točno to, kar čutim, da je moj naslednji pravilni korak. In začutila sem, da se je zdaj po teh letih toliko sedlo skupaj moje znanje še v prakso, da si od vsega najbolj želim, da bo naslednja sezona Lu Activewear takšna, kjer bodo prišli v prodajo čim več moji izrisani kosi, tiste barve, ki si jih želim in tisti modeli, ki so točno izpod mojih rok, da bom dodala znamki online programe, tako v bistvu online programe za vse ženske, ki in fizično, in finančno, in krajevno ne morejo priti do mene, da jih lahko podprem vseeno z online programi, z recepti, tako na področju fitnessa, kot sladkornim bolnikom, mladim puncam oziroma mladostnikom za sladkorno boleznijo, nosečnicam za sladkorno boleznijo, starejšim ljudem. Želim si napisati eno knjigo, ki bo moja avtobiografija, in še kakšne takšne. Idej ne zmanjka. Ja, v glavnem, želim si, da bi ta Lu Activewear lahko začela pakirati v eno celoto, ki ima vedno širši pomen in ti v bistvu vpliva na kvaliteto življenja in na neko boljši odnos do sebe in življenja. Pa to ne pomeni, da po teh tirnicah, ki jih jaz živim, in da jaz ne želim s tem, kar delam, zato tudi na nek način še odlašam, ker ne želim narediti produkta, ki je kopija mene, zaradi tega, ker tebi bo sedlo nekaj, kar pa še v tvoj karakter in način življenja. Zato želim, da imajo ti moji projekti širšo sliko in širši smisel, ampak da ti s temi projekti začutiš en doprinos v svojem življenju, kvaliteti življenja. Da niso samo oblačila, ki jih oblečeš, ampak so še druge stvari. Lana, hvala lepa. Vse dobro še naprej. Verjamem pa, da bomo še imeli kaj zapisati o tebi. Najlepša hvala, Nina. Prijetno mi je bilo klepetati s teboj. Vem, da še nama je kar nekaj odprtih tem ostalo, ampak nekaj sva jih pa dali v svet. Tudi tebi vse dobro. Hvala.